V sklopu vladnega strateškega projekta spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije vlada v sodelovanju z Nacionalnim in Ljubljanskim stanovanjskim skladom pripravlja vse potrebno za razvoj stanovanjskih zadrug v Sloveniji. Spodbudno in zgovorno je dejstvo, da so med pobudniki zagona stanovanjskega zadružništva v Sloveniji tudi mladi, ki so že ustanovili stanovanjsko zadrugo, preučili številne prednosti in priložnosti stanovanjskih zadrug in se pri tem povezali tudi s predstavniki stroke na Fakulteti za arhitekturo, mreži za prostor, strokovnjaki za stanovanjsko zadružništvo iz Slovenije in tujine in tudi s predstavniki vlade, pristojnega ministrstva in lokalnih skupnosti. Tako da v Sloveniji smo, se pravi, čisto na začetku, kjer moramo sploh vzpostaviti sistem, ki bo zadružništvo podpiral, strani tako države kot mest, kot tudi privatnega sektorja, se pravi bančništva. To je ta neka institucionalna struktura, ki jo rabimo razviti. In drugo je pa vprašanje nekih bivanjskih vzorcev kulture, kjer na nek način moramo iti stran od privatnega lastništva, ki je trenutno dominanten sektor stanovanjski, k bolj skupnostno naravnanim, kjer se dobiček ne deli privatno, ampak se širi v skupnost, kjer se tudi način bivanja je bolj skupnostno naravnan, se pravi skupni prostori, si delimo stvari, nima vsak svojega, ne vem, pralnega stroja, ampak si ga delimo. Tako da v tem kontekstu smo čisto na začetku. Za zagotavljanje uravnotežene ponudbe primernih stanovanj je potrebno v prvi vrsti aktivirati obstoječi, še nenaseljen stanovanjski fond in na ta način vsaj delno povečati obseg uporabnega stanovanjskega fonda. S tem namenom je Nacionalni stanovanjski sklad že objavil razpis program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, kjer sklad v obliki soinvestitorstva ali z ugodnimi dolgoročnimi stanovanjskimi posojili lokalne skupnosti podpira pri izvajanju njihove zakonsko določene pristojnosti na stanovanjskem področju. 27. in 28. oktobra so tako na Fakulteti za arhitekturo pripravili mednarodno konferenco o potencialih zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj s stanovanjskimi zadrugami, ki je slovenski javnosti predstavila ideje o stanovanjskem zadružništvu s ciljem razvoja modela za Slovenijo. Strokovnjaki iz Švice, Nemčije in Avstrije so predstavili že utečene modele stanovanjske preskrbe, ki jih podpirajo javni akterji. Predstavili so modele sistemskega financiranja in upravljanja stanovanjskih zadrug ter arhitekturo skupnostne stanovanjske gradnje, ki ima v teh državah že dolgoletno tradicijo in pozitivne izkušnje. It's a long-term investment, so it's a movement that goes back for a very long time, where people put themselves together, organize themselves together, and with some support of the city were able to build their own housing estates, taking them away from the market and caring for them over a long period and keeping them affordable.